Smo live, imamo dober signal. Dragi in spoštovani, še malo nižje štimamo, snemalce na bolniški. MTBC Live s Tinetom Mahkovcem. Dobar dan. Iz Bike Parka Ljubljana, če se kaj vidi tudi zadnji, dva gledalca. V Podutiku v Ljubljani je Bike Park Ljubljana, potem je še BMX Park Ljubljana nekje, pa Kolo Park je nekje, pa kaj še? Pa še en kup enih neuradnih parkov. Pa bodočih parkov. Tako. Tineta smo imeli prejšnji teden v intervjuju na Verigi in ta teden je preletel v MTBC Live. Moram reči, da tole ni provokacija, da sem to oblekel danes, ampak sem zjutraj razmišljal glih o tem, koga ne povabim danes in sem tole majico zagrabil. Razmišljal, da Blažka ne moram danes dobiti v Ljubljano verjetno, pa da ga bomo še kdaj imeli. In pa sem se spomnil Unior Tools. Ne bomo pa danes prav veliko govorili o ekipi Unior Tools Team, ki je sicer skozi tema na MTBC, ima pa veliko drugih tem. Ampak vseeno, evo, za istočnico prvo, jutro potuješ na Škotsko, druga dirka svetovnega pokala, Fort William, kaj bo tam novega? Pa nič pretresljivo novega, no? Pač celotna zasedba, celotna Dunhill zasedba, vsi celi, vsi štiri tekmovalci. Ja, novost je ta, da so vsi fantje na novih sessionih, se pravi 2018 model Track Session, ki so jih že testirali zdaj zadnjih 10 dni recimo, no? Žabek malo manj, ker je dirko še na starem kolesu, tako da to je v bistvu novost, je 27,5. To se hotel vprašati, kako to nov je pa ni 29? Ja. Še zvočno bolj malo boljše odlosti. Je zaenkrat še 27,5, no? To je bil en glavnih vprašanj, ko smo najavili, da bomo tudi mi na novih kolesih, ne samo Ettertoni, ampak dejansko je tako, da pač Track Factory ekipa, torej Ettertoni ima to prednost, da so factory. Tle se pokaže zdaj razlika, kdo je factory, pa kdo ni. Pokaže in dejansko 29 so jih naredili samo par komadov, ko so jih že testirali že v lanskem letu. No. Ama je verjetno isti okvir, pa 29 vilca, pa nihajka drugo. Tako, na tak način, ja. V bistvu teh podrobnosti žal ne vemo, no. Se mislim, da je večina tako da. Na nek način je verjetno to. Ja. Tako da nam v tem primeru bi tudi veliko problemov povzročali, ker nimamo še vilc, nimamo obročev. Luč imate Imamo. Sva v bivalniku, kontejnerju, ko s temu reče? Paviljoni. Paviljonu, no, kaj studijo? Mogo še kapca dal dati. V paviljonu kolesarske društva Rajto Bike Parku Ljubljana, enemu dveh paviljonov, oba je donirala mestna občina, oziroma predstavila sem. Tako. Ja, sta ta dva, ki so bila na mestnem trgu, ne? Tako, točno tako, ja. Sta bila v bistvu info.točka Ljubljana zate kot promocija Evropske prestolnice v letu 2016 in konc leta so se pač mogli odločiti, kam bi to dali in je pač naš program zmagal, no? Tako da to je bodoča info.točka mountain bikea v Ljubljani. No. Vsi vemo, da je končna postaja Petke istočnica za pač ful velik del mountain bikea v Ljubljani in tle zraven je pač en majhen košček tega našega velikega projekta zrastel, se pravi ta Skills Park v Kamnolomu in pa Flow Park tle nad paviljoni. No, v bodoče pa se bo tukaj še veliko več dogajalo, tako da pač vabljeni. Tamle v kotu bi lahko imel MTBC pisarno, ko do konca bankrotira, pa homeless. Oddano, evo, zmenjeno. Še wireless rabimo. Popoldan pride. Grobo sem te prekinil nekje sred factory zgodbe in... Tako, se pravi, ja, ena večjih novosti je to, torej, da dirkamo na novih okvirih, celotna zasedba, imamo pač svojo ekipo gor, jaz jutro potujem, dirka tako vsako leto, po moje najbolj obiskan Dunhill pokal, Dunhill dirka v pokalu, je pač vedno divje, nepredvidljivo vreme, ki sicer razen vetra v bistvu ne vpliva na progo, ker je v bistvu zelo samo ene par delov malo blatnih, no, drugače ni drastično različno. Če je veter, ni mušic?
Če veter ni mušic, če je premočen veter, tudi ni gondole. Tudi to se je že zgodilo. Glih prav vetra. Glih prav vetra, če je premočen veter, tudi šotorov ni od spod, ki jih odpihne. Tako da je te velike enih faktorjev, ki se zgodijo v Fort Williamu. To je res dirka srednji česar, skoraj vsako leto problem z internetom, s telefonskim signalom. Ampak v bistvu to ne odvrne 20-30 tisoč ljudi, ki pride vsak let tja. Gledati, ne glede na vreme. Sprejemajo vprašanja, če bo kdo vmes kaj vprašal, čist na koncu pa še nagradno vprašanje. Tako, za eno zanimivo nagrado. Ugante, kaj? Najna glavna tema danes objekti, katerimi upravlja KD-Ride. V bistvu, verjetno so vsi klubi in razni interesne skupine po Sloveniji v isti situaciji. Vsi bi nekje furali, ampak verjetno dokler nimaš podpore občine oziroma nekega super močnega lokalnega playerja, do takrat si outsider. Vi imate podporo mestne občine in trenutno upravljate s 3 objekti, pa 4 v igri, a ne? Ja, se pravi, tle je čist nekako zgodba 10 let nazaj pomaknjena. Smo bili pač društvo, ki smo začeli že 12 let z BMX progo upravljati in od tam nekako se je potem razširila v tekmovalno ekipo, v rekreativno ekipo, v več rekreativnih programov in tako naprej. Samo trenutek, sem mislil, da sem dal ne moti. In v bistvu pač v samem tekmovanju vemo, kako ne gre, smo pa veliko bolj razvili ta rekreativen del in pa predvsem otroško šolo. Se pravi, panožna šola, kjer želimo se ukvarjati res z mladimi od 5 let ali pa 4 let mogoče naprej. In problem, ki smo ga imeli, to, kar si že prej omenil, je to, da nimamo infrastrukture. Se pravi, da dejansko, če se ne odpeljemo v nek bike park, ne moramo legalno trenirati. Z BMX progo smo to deloma rešili. Tako da je pač prišla ideja v sodelovanju z oddelkom za šport in bomo omenili, hvala Uroš za opombo. Uroš bi tudi tukaj delal, urednik MTBC bi tudi tukaj delal, tako da enkrat na teden sva pa lahko tukaj. Tako da v glavnem je prišla pač med nami pa z oddelkom za šport mestne občine Ljubljana ideja, da pač pogledamo v okolici Ljubljane, kjere parcele so v lasti mestne občine in da v bistvu na tej lokaciji poskusimo pač urediti neke mountain bike poti, ki bi bile legalne. Tako da zadeva se je počasi odvijala in začeli smo v kamnolomu nad končno postajo Petke, nadaljevali tle nad končno postajo Petke. Gre v bistvu, mi temu rečemo Bike Park Ljubljana, gre zares za, malo smo popraskali površje tega, kar bi radi naredili. Gre v bistvu bolj za pilotski primer tega, da se en del uradno legalizira, da je to, lahko rečemo, kolesarska steza, mountain bike pot, nek poligon, kjer lahko mi tržimo, kjer lahko se uradno trenira in vozi. In to je nekako ta uradna zgodba. Dejstvo je pa tako, da pač imamo v okolici Ljubljane en kup enih izjemno dobrih poti, hribov, kjer pač želimo zdaj to zgodbo razširiti. In prva stvar seveda, da razširimo to nad trenutnimi parcelami, kjer smo zdaj. Smo v dogovoru z določenimi lastniki, z nekimi lastniki smo to zgodbo že v bistvu uspešno zaključili. Tako da pač v naslednjih letih želimo tle razviti nek prav trail center, da se temu rečemo. Prav, gor je faza 1, to je faza 2, tukaj za nama, faza 3 je pa gozdov. Tako je, pa v bistvu nad tem, se pravi, zdaj imamo skupno upravljamo približno 4 hektare površin, tudi niso še vse izkoriščene, se pravi, med tem pa med kamnolomom je še nekaj prostora, ki je sicer dosti težaven za kaj narediti. Imamo pa v bistvu že dogovor s prvim lastnikom, tukaj gor, 7 hektarov, sicer ni direktne povezave, je pa vmes še v bistvu pač par lastnikov, s katerimi smo v nekih počasnih dogovorih, ampak tudi mi zares iskreno povedano ne hitimo, pač želimo obstoječe stanje spraviti na neke res stabilne stebre, se pravi vzdrževanje, programi in vse, kar se z obstoječimi objekti, ki jih imamo v upravljanju, dogaja, želimo res stabilizirati in potem počasno premakati naprej. Faza 1 gor v Peskokopu, v kamnolomu, je verjetno zdaj kar malo zapostavljena. Nekaj grdega rekotine, ki so nazaj prišla. Malo ima weak connection, piše.
ampak bo šlo. Ok, smo nazaj. Končala sva v kamnolomu, ne? Ja. Ja, se pravi, ja, absolutno je se pravi Skills Park oziroma spretnostni poligon v kamnolomu malo zapostavljen, kar pa ne pomeni, da se ne uporablja. Je pač taka specifika gor, da ni neka, mogoče malo fun komponente, manjka gor zabave, ki jo je več recimo v tem spodnjem delu, ampak nam je še vedno v bistvu zelo v pomoč pri naših programih, sploh pri res detaljnem tehničnem razvoju znanj kolesarjev, tako da mi ga pač za sebe pač zelo veliko uporabljamo. Je v bistvu tudi zelo idilična lokacija, ker je pač stran od ceste, temperatura ni slaba, tudi poletne, ker od skal dejansko smo, mislim, da bo vroče, pa zares sploh ni, ne. Tako da to je... Še mlaka je. Še mlaka je, na vladi. Šele začela sva tele moje ali ne, tako da nam grozi, da narediva najdaljši MTBC live, če ne bo malo hitrejša. BMX Park Ljubljana na Linhartovi cesti, zdaj je res tak, ki treba, ki mora biti, ne? Daleč od tega, no. Pač, uvinki so super, proga je super, pesek nam drži, vse možne nalive. Se pravi, proga je taka, kot mora biti. Tako, res proga je taka, kot mora biti. Daleč tega pa okolica in pač infrastruktura okoljno in tudi tukaj se pripravlja nek dolgoročen projekt, da se pač komplet uredi vse skupaj, no. Tudi neuradno, pač zadeva ni 100% potrjena, zdaj je pač v zadnji fazi. In sicer to, da se na isti lokaciji zgradi tudi zelo velik asfalten pump track. Se pravi, žal bo nekaj slabe volje zaradi tega, ampak drti, ki so na tisti lokaciji, se bodo pač umaknili in na tisti lokaciji se bo zgradil predvidoma asfalten pump track, no. Pa novo lokacijo za drte bo treba narediti. Novo lokacijo za drte. V tem trenutku smo pač dolg cajta vagali to odločitev in preprosto vidimo zdaj v Koloparku, pa tudi drugje po Sloveniji, da pač asfalten pump track dejansko zajame tako populacijo, da je pač to ne samo nam v interesu, ampak tudi mestni občini, ki je konec koncev lastnik objekta in tudi deloma investitor in je pač to nekako skupna odločitev, no, da je to ena izmed lokacij za nove pump tracke, no. V Ljubljani ne bi bilo v kratkem poleg tega na Linhartovi še 3 novi, no. In preprosto to je rezultat enega zelo mehkega, ki je nastal zraven lepe žoge v Šiški, ki je skozi poln, skozi prepoln in dejansko je to sam pokazalo, da pač obstajajo ne samo otroci, ampak obstajajo pač ljudje, ne, ki bi radi vozili tam gor, pa ne govorimo samo kolesa, ne govorimo tudi rolerji, skati in tako naprej, ne. Malo vzdrževanja s takim objektom, mogoče malo večja prva investicija, ampak tudi po Evropi vidimo, da pač kar kaplajo te Tribune bi imel vložiti na BMX progi. Tudi za tribune imamo že prostor, tam moramo sicer iti na Voko vprašati. Za ograjo, tako. Tako da to je tudi v bistvu že vse splanirano. Dogodek na BMX progi? Dogodek na BMX progi bomo objavili zelo v kratkem času, verjetno, da že konec tega tedna. Delali bomo v bistvu dvodnevno mednarodno dirko, sicer ne prijavljeno pri UCI-ju. Bo pa bistvena stvar je to, da smo ta teden dobili novo štartno rampo, se pravi profesionalno pri ProGateu iz Francije za 8 ljudi in jo bomo pač v naslednjih nekaj tednih ugradili. In to je bila v bistvu ta stvar, no, zaradi katere smo še mečki nazaj držali objavo za dirko, ki bo v drugi polovici avgusta. Lahko sam pač povem to, no, da bom imela največji nagradni sklad v tej okolici dirk, verjetno tudi večjega kot kakšna evropska tekma. In pač to je ena taka stvar, s katero želimo veliko tekmovalcev privabiti. Pa drugo leto bomo spet kandidirali za Alpe Adria pokal, kamor nas letos dejansko niso spustili noter, ne vemo niti zakaj. Zares pa, ne vem, mogoče naredimo pa Unior BMX pokal, ki bo pa še večji kot Alpe Adria pokal. Bomo videli. Kdaj bo pol KD Ride konkuriral BSX v Maribor na domači sceni po dirkačih? Pa dejansko tam nam ta trenutek to sploh ni neka motivacija. Imamo ogromno mladih, ki hodijo na BMX program, se pravi na BMX tečaje, ampak v tem trenutku to je tudi strategija mestne občine, moramo delati na področju mladih bolj na kvantiteti, se pravi tudi na količini, ker v bistvu iz tam se potem itak tudi nek boljši ven najde. Tako da zdaj v tem trenutku smo izjemno močni na mountainbikeu, sploh na downhillu in tudi ta trend nadaljujemo. V BMX tekmovanjih pa gremo z neko manjšo ekipo, hodimo okoli in zaenkrat je to.
Omenili so tudi že kolopark, stvar laufa in nikoli ne bo večja, mogoče, mislim, starejši se bojo preusmerili na nove pump tracke, ne? To je to, ne? Tako je, v bistvu točno to, ne. Zdaj jih, sploh tisti, ki pridejo recimo z rollerski roji, pa tisti ta najmlajši, jih nimamo kam preusmeriti. Sprav, tle je v bistvu ta problem, ker ni v okolici nobenega asfaltnega pump tracka, ne. Tako da, ko bo enkrat, če teh par lokacij postavljenih, bo to se dejansko večkrat razbremenila, ne. Potem pa objekt, ki ne vem, v kakšni formalni fazi je, se pravi Žabjek trail, s temu rečemo, ne, Golovc. Ja, tle Kaderajt absolutno ne sme zaslug jemati, to je, mi smo samo matični klub vseh Žabjekov, no. In tle je v bistvu ena druga zgodba, ki se... In naveza do mestne občine. In naveza do mestne občine, se pravi Žabjeki tle delajo res izjemno pač na svojih parcelah, ne, se pravi, te traili so z naskokom najboljši v okolici Ljubljane, moje osebno mnenje, no, verjamem, da še kdo drug si ga deli z mano, in mi v bistvu nismo nič drugega tle kot njim support. Je pa na drugi strani interes mestne občine, da se, to je v bistvu nek velik večji projekt, ki bo tudi v kratkem javen, ki ne obsega samo kolesarstvo, ampak v splošno ureditev Golovca in boljše gospodarjenje z mestnim gozdom. In znotraj tega velikega projekta je pač tudi ideja, da se uredijo kolesarske poti, da se loči, se pravi, pohodnike in kolesarje. In mi kot Kaderajt tle intenzivno sodelujemo z oddelkom za šport, zavodom za gozdove in tudi oddelkom za gozdove mestne občine, da iščemo, se pravi, dejansko se pripravlja projekt, ki bo nekje v začetku drugega leta v bistvu že neke rezultate dal vam, no. Če smo realni, no, se pravi, mi smo si želeli že to leto, čisto po domač povedam pa to, no, da se pač legalizira pal poti na Golovcu, ki bi pripeljali tudi do Žabjekovih parcela, ne, in bi v bistvu s tem nekako povezali cel hrib v nek gromozanski trail center, ki je v bistvu v središču mestne občine. Tudi Kaderajt so že omenjala, kako funkcionira nekako, koliko ljudi je aktivnih, mislim, tako da sodelujejo v organizaciji, da so, lahko reči, da so tukaj z delovnim interesom, ne rečem profiji, ne, ampak ja, v bistvu, da imajo funkcije, da imajo naloge. Ja, v bistvu, jaz sem še eden redkih, ki bom rekel, to delam amatersko, ampak dejansko sem veliko stvari predal naprej in zdaj imamo v bistvu kar ekipo 4 ljudi. Obiskovalko imamo, je to tekmovalka, Leo, je to Lejla Tanovič. Pa je res? A res? Ne povabila na live, da odpri oken. Bravo, kako je? Super, imamo MTBC live, prideš? Uživo smo, dođi. Pa, ajde. Dej še en stav. To je pa veselje live-a v live prenosa. Zdravo! Live prenos. Dođi! Na sredino dala, ne? Ja. Mogu mi pa malo daljši prenos, upam, da bo baterija zdržala. Da. Kako nas čuješ? Evo, tu. Evo ga. Ćao. Zdravo, ti si? Lejla Tanović. I šta radiš u Ljubljani? Treniram, slučajno sam ovdje došla i vidim bike park baš treninga, rekao da se pravo za... Voziš utrku u Kočevje u subotu? Da, tu sam došla iz Aušata. Pošto nam je bilo previše da idem u Sarajevo i nazad, pa ćemo tu malo biti, ali baš smo tu odavde, nema ni 500 metara i tako sam se vozala, rekao ovo bike park, što je dobro u Sloveniji. Kako je išao Alpštat? Alpštat je dobro, prvi svjetski kup, bila sam 60. mjestu, zadovoljni smo. Dobro sam se snašla u grupi, dobro iskustvo i dalje ćemo raditi, uvijek što bolja i bolja pozicija. Super. Imaš još plana neke druge utrke u Sloveniji osim Kočevja? Planirali smo Roglu, Rogla je otkazana, tako da vidjet ćemo šta će još biti, nisam sigurna zbog kalendara, znam da idemo u Val di Zole, a između toga možda budemo išli u Samobor, na C1 utrku. To je skoro Slovenija. Da, to je skoro Slovenija, praktično. Tako da vidjet ćemo kako se bude sve uklapalo s treningom. Super, hvala ti za posjet u studiju. Hvala vam. Ćao, čao.
da si live funkcionira. Nekje sled kadaraj sva bila, nekaj dela, ne? Ja. Da imajo funkcije, da rečeš, ta je odgovoren za to. Ja, to smo, mislim, velike v organizaciji dela, to smo zrastali z vsemi programi, tekmovalnimi ekipami in tako naprej, da imamo zdaj, se pravi, za vse, kar smo zdaj omenila, imamo 4 full-time zaposlene ljudi. Poleg njih pa imamo v bistvu, se pravi, teh honorarnih delavcev, če tako rečem, še enih 12-13. Se pravi, to so občasni inštruktori, ki povzemajo določene programe, ki delajo na določenih projektih. Graditelji. Tako. Pa seveda en kup enih prostovoljcev, ki to vedno delajo, ampak dejansko smo se mogli čisto profesionalizirati, ker pač ni več heca, da to dela. Videl sem, da ste objavili cestne ture, da boste meni. Tudi to imamo. Zdaj me bo sprašal, zakaj. Kalok, ja. Pa to v bistvu smo jih že par let nazaj imeli. Ker niste gorsko kolesarsko društvo, pa ste kolesarsko društvo. Tako, nikoli seveda ne bo fokus, mi smo po srcu mountainbikeri in vedno bomo, tako da to ni dvoma, ampak dejansko imamo starše otrok, imamo določene člane, ki delajo tako cesto kot mountainbike in preprosto sem pa tja pride kakšno popraševanje, če naredimo kakšno cestno turo, tudi mestni občini je to v interesu, tudi Športni zvezi Ljubljana, s katero delamo ta projekt Razgibano Ljubljana. Dajte vsaj v kakšen makadam zapeljati. Bomo. Dajmo zakonči nekaj o kolesarskem orodju Junior, ti si tam produktni vodja, odkar so malo bolj zares vzeli, oziroma zaradi tebe so malo bolj zares vzeli ta segment in ga verjetno tudi povečali. Za kolikrat povečali od takrat, ko si ti nastopil? Smo delniška družba, tako da ne smem teh javnih podatkov povedati, ampak za velikrat. To je brez dvoma. Je pač en najbolj rastočih programov znotraj Juniorja sigurno, je pa na vidiku celega Juniorja še vedno to relativno majhna stvar. Sicer zelo na tarči vseh lastnikov in direktorjev in nimam kaj reči, da je super. Je pa treba v osnovi vedeti, da pač kolesarsko orodje ni glomazen biznis. Ni to ogromna zadeva, sploh mi v tej fazi še vedno veliko večino prodamo v servise, ki pač kupijo in ga precej časa ne menjajo. Ampak v osnovi je pa gre dobro, se nimam kaj pritoževati. Pa predobro orodje delate, če ga dolg časa ne menjajo? Pa ja, mogoče, to je strategija. Kaj novega v programu? Veliko stvari, eno izmed stvari sva rekla bova tlele pokazala in to je naš multitool, se pravi kolesarski multitool. Imamo v bistvu skupino večjih multitoolov, skupini rečemo Euro. Tega, ki tlele vidimo na sliki, je Euro 17, ker ima 17 funkcij. Smo ga razvijali kar nekaj časa, ni neka, bom rekel, vesoljska znanost, razen da je znanost to, da je 100% narejeno orodje v Sloveniji. In da smo še vedno konkurenčni s ceno, to je bila dejansko v bistvu naš največji izziv, ker multitooli so ena taka stvar, s katerimi je na trgu totalna poplava različnih brendov in praktično za vse brende konkurenčne, ki smo analizirali, vemo, kje so narejeni. In to je neuradno, ampak pač mi za nas vemo, da ne bi bil to edini. Petka je šla, hvala Bogu. Malo boljši zvok. Tako da je to edini multitool, ki ni narejen, kolesarski multitool, ki ni narejen v Aziji. Tako je nekako naša raziskava pokazala. Tako da to je to. Nagradno vprašanje za enega tegale pa se glasi, koliko različnih multitoolov je v kolekciji Euro. Pravi, ta je eden od njih, ta ima 17 funkcij, teh je pa še par. Koliko je skupaj multitoolov, večnamenskih žepnih orodij v kolekciji Euro. Tiskate prvo, ustrelite pravo številko, dobi tegale, njegale, 17. 30 gledalcev, en bo že vedel. Tudi če ugibate, pa seveda na strani to piše. Oziroma, na strani si jih da prešteti. Tako. No, Uroš Ložar, zaspal. Vmes bi se mogli še kaj drugega pogovarjati. Se veseliš vožnje iz, kam letiš? Edinburgh. Letim na Glasgow. Iz Ljubljane v London, iz Londona v Glasgow. Že 7. leto zapored. Uroš Ložar prav 5, da jih je v družini. Ja, je kiksno, mogoče nalašč.
Hvala, Uroš. 4, Veljko. Veljko, bravo. Veljko Radovič ima novo žepno orodje, Kristjan Ur pa je zamudil za 2 sekundi, ker je tipkov še klicaj zraven. Veljko oglas se Tinetu na Facebooku. Matej Krebel tudi ve, sam prepozeni. Nekaj nagradna igra, pa gre v številne gor, ne? Počasen internet. Blaž pa še je pa čist mimo sekal. Vse so dobri, sem ne toliko, da bi imeli 9 različnih orodij. Super, Veljko oglas se, ka 17. 17, ki gor piše, ja. Evo, Veljko je sprejel sporočilo. Hvala Tine za mogoče najdaljši MTBC live, ampak veliko smo imeli zapovedati, še gostja smo imeli znobila, kar je bilo super. Dejva, se veš, za slikco na koncu. Ne, druga roka je bolj zgleda, tako. Ule. Super. Hvala. Hvala vam, gledajte posnetek in navijite za UTT v Fort Williamu, žal tam ne bo črnega trna. Miri in Monika sta dirkala na Evropskem prvenstvu in pač nimate te logistike in budžeta, da bi tam zviznila naprej na Škotsko. Tako da bomo tudi za njiju še navijali letos. Jak je pozabil, kaj je bilo vprašanje, pa je 17. Hvala, čau! No.